to, da greš celo tisto planico odlaufati, to je avtocesta v največji beton v nogah, mislim, to je tako dober feeling, res kul. Seveda se ti 100% vse v glavu pa v telesu spremeni, kako doživljaš, ampak mi živimo tako, kot sem midva prej živela, s tem, da gre pač Max zdaj še zraven. Pač prav diete, so narejene za to, da spodletijo dolgoročno gledano, zaradi tega, da se potem v bistvu prehranska industrija, weight loss industrija, ki je za tem, živi od tega. Ženska je fiziološko drugačna, mislim, imamo neke cikle, imamo neke stvari, ko jih je treba upoštevati, ko lahko delujejo v skladu z nami, ko so nam lahko velika pomoč. Ampak pač tukaj nam je znanost delala kar krivico, ker smo drage za raziskave, zato ker pač imamo znotraj enega mesta toliko enih sprememb. Sem bolj zagovornik prvega, da pač pogledaš človeka in vidiš, kakšne so njegove prioritete, kakšne so njegove vrednote, in potem v bistvu na podlagi tega si izbereš tudi trenerja. Spoštovani, spoštovane, ste kaj zagreti za tek? No, jaz sem pravkar steka, ker se mi delo edino pravilno, da to naredim, da v tejle 96. Tako je, 96. že epizodi podcasta Zagreti za tek gostim super gostjo, cenjeno Urško Ahac. Urška, živijo! Živijo. Živijo. Kako si danes? Evo, bom tako začel. Drugače sem super, prevajam se na tele nenadne zelo, bom rekla, vroče temperature. Se pravi, če te vprašam, če si danes že tekla, kakšen bo tvoj odgovor? Ja, in to zelo zgodaj, ker je to edina opcija. Se pravi, eno vprašanje, jaz sem si pribeležil tale nenadni prehod letošnje zime v poletje. Kako ti kaj ustreza? Ne najbolj, mislim, nisem ga še sprejela popolnoma, no. Ali pa v glavu sem vesela, ampak telo pa ni happy. Me veseli, ja, da v bistvu so dva na teme. Jaz sem tudi danes že tekel po vročem notranjskem soncu. Ja, in me tole ni filter, tole je pač notranjsko sonce pustilo par sledov na moji faci, tako da lahko rečem, da ja, telo ni prav veselo. Skozi se nekaj pritožujemo, ali je premrz, ali je pretoplo, ali je preoblačen, ali je prevlažen. Ti si nekje napisala oziroma si se opisala kot poletni otrok, ki ima rad zimo. Kaj to pomeni? Daj mi to raztolmači. Poletni otrok, zato ker sem rojena polet in to je simpel. Sem pa zdaj sem že toliko stara, da lahko rečem, skoraj tretjino življenja preživela na snegu, no. Dolgo časa sem govorila polovico življenja, ampak zdaj sem že toliko letih, da je to tretjina. Tako da sem ogromno presmučala, no. Jaz pač še zmeraj mislim, da je zima, sneg zelo zaznamoval moje življenje. No, zdaj bi te sicer prosil, da se sama predstaviš, pa si tako lepo začela, tako da če dovoliš, par iztočnic sem si tukaj zapisal, pa me boš potem dopolnila oziroma popravila, sigurno bom kaj narobe povedal. Namreč Urška Ahac, ali prav naglašujem, to je priimek začetek, ja? Drugače Štajerci oziroma Zasavci, tam, kjer sem jaz, rečemo Ahac, ampak zdaj živim na Gorenjskem in sem se na Ahac tudi navadila. Urška Ahac, nekdaj Trboveljčanka, zdaj Blejčanka. Urška Ahac, rečemo ji, je otrok poletja, ljubiteljica zime, nekdanja alpska smučarka, sedaj pa vsestranska outdoor športnica, partnerica profi gorskemu tekaču Luki Kovačiču, s katerim ima sina Maxa, ki bo v kratkem dopolnil 1 leto. Kineziologinja, osebna trenerka, osebna svetovalka na področju prehrane in športa, nutricionistka in sodelavka Lidlove vitalnice, Garmina in Red Bulla, je maratonka, ki ljubi gibanje, predvsem pa naravo. Urška, prosim še, dopolni me.
Jaz sem zdela mi tako topla rata, ker po mojem je že v lifeu ni en tako dober opisal, kot zdaj leti. Tako da ja, vse to je res, pa takole, ko poveš, je kar velik. Mogoče res to, da sem kineziologinja, trenerka, pač tudi del pokrivam prehrane, vse to pa še skupaj, no, se mi zdi, da to vsi malo počnemo, ko želimo spreminjati navade posameznikov, da pač začnejo malo bolj zdravo živeti. Ampak ja, pod črto v prvi vrsti zdaj mama, ker tam malo še niti en let ni star, tako da je to ta glavni fokus, da pa to čim bolj kvalitetno počnem, pa sem rada veliko zunaj, da to zbalansiram. Ti si to zdaj artikulirala še precej bolje, kot sem jaz zastavil, všeč mi je, evo, super. Pa čestitke seveda, prejšnji teden je bil Wings for Life. Tretja si bila v Sloveniji na ljubljanskem teku. Bravo, noro. Mislim, hvala, ampak jaz še zmeraj, meni se res ne zdi nič toliko ekstra, no. Kakor se dobro sliši, ampak to je izjemno lep dogodek, tudi pač biti tretja se dobro sliši, ampak to je bil en tak potovalni tempo, gremo pogledati, do kam nese in tisto, ko se malo s tekom ukvarja, ve, da ta tempo ni bil pohve ko, ampak je pa bila neka kilometrina, ko je pa res tudi že dolgo nisem pretekla in ajde, dajmo reči, da po porodu sem lahko vesela. No, potovalni tempo, ja, 37 km v 2 urah pa 3/4 se lepo sliši. Mislim, da je bila pred tabo prva Slovenka, Anja Fink, personalna atletinja praktično, zgolj dober kilometrček, no, tako da kar izvoli, ja. Ja, sam jaz si tukaj ne bi delala utvar, da je to, mislim, v tem vikendu je bilo ogromno enih tekaških dogodkov, ko verjamem, da so požrli tiste res dobre tekače in če bi se vsi najboljši udeležili, bi bilo itak drugače, ampak se je pač tako poklopili in je bilo tako da tudi še na eni pogovorni oddaji sem bila zjutraj, pol naslednje jutro, tudi nisem zares vedela, kaj to počnem, tako da se mi zdi, ja, da mora še malo priti za mano, no. Ne, luštno, res lepo, mislim, da si za nekaj mest prehitela celo Luka, ki je tekel v moški konkurenci, sicer je bil par kilometrov pred tabo. Kdo pa je potem prestolonaslednika pazil vmes, ker sta bila oba na progi? Babi, se pravi moja mami, pa teta, pa v bistvu je imel kar nekaj varušk, no. In to je bil prvi tek, kjer sva oba dva tekla, da se je Maxi pazil toliko časa, ampak itak model je spal, pozabil je, da sva midva, pač da naju ni, tako da njem je bilo ful cool, ampak ja, midva sva pa tudi ful bolj sproščena potem, ko sva laufala. No, teh 37 kilometrov, tak rezultat, te moram vprašati, jasno, kako si se pripravila na nekaj takega. Teč, ne vem, 3 urce, 34 na kilometer, rabi kakšen kilometer priprav pred tem najbrž, ja? Ja, drugač ni nobena skrivnost, da mi pomaga pri treningih, oziroma začeti moram celo zgodbo malo drugače razlagati. Jaz se nisem pripravljala samo na tek, ampak imam en cilj v sezoni in to je polovičen Ironman, in to je konec avgusta in nekako se pripravljam na to. Zato sem zaprosila za pomoč trenerja Tineta Lavrenčiča in on mi v bistvu zdaj že skoraj 3 mesece piše te treninge, ampak seveda tudi prej nisem začela z nule. To, da sem v pogonu cel life, ni nobena skrivnost, tudi v bistvu nosečnosti mi ni bilo treba počivati, skozi neka akcija, no. Ampak ja, mogoče tudi ta triatlon, pa potem uspešna regeneracija skozi plavanje, pa kolo naredi svoje. Ja, in mogoče res pol ta tek 34-37 kilometrov se mi ne zdi zdaj več tak dosežek, no, ker pač na treningih se nekako trudim iti malo hitreje, no. Če bi šla teč, ali oziroma če bi namensko šla na kakšen maraton, pa še tistih 5 kilometrov več, kot si tekla v nedeljo, koliko misliš, da bi zdajle na koncu pokazala ura? Iskreno ne vem, ampak me je to motiviralo, da grem probat, ker jaz po 37 kilometrih, če me flisar s tistim megafonom ne bi ujel, jaz bi še kar tekla, mene bo ful fajn.
In bi pač probala s takim tempom, ne vem, koliko to nanese, pa mogoče, ne vem, 3:20, tam nek 3:15, mogoče upati. Ne vem, moram Luka vprašati, če mi šel za zajca, pa bom šla. Ja, 3:15 v ženski konkurenci v Sloveniji bi te uvrstili že kar visoko med bom rekel, rekreativkami, no, tako rekoč, ja. To je že vrhunski rezultat za dekleta. Koliko je pa tvoj osebni rekord na maratonu? No, vem, da jih ima že nekaj za sabo. Ja, v bistvu sem bolj lufter bila pri teh maratonih, prej nikoli se nisem nekaj zares tako pripravljala ali pa sploh ne na tak način, kot zdaj, ko se na treningih dosti bolj šparam, kot sem se takrat. Se mi zdi, včasih smo bolj laufali, vsak trening je bil all out, ne vem, neka hecna filozofija, zdaj pa vsi treningi taki malo krajši in si zmeram željen še več. No, tako da 3:35 ali tam nekje sem šla po moje najhitreje do zdaj, pač to je bilo, odkar je bilo te ceste. Drugače pa jaz nekih tekaških rezultatov bajnih, mislim, da nisem zabeležila, no. Ja, malo sem šel iskat statistike, našel sem te seveda na Ljubljanskem maratonu, na par polovičkah, par maratonih, pa sem rekel, tukaj je še zelo veliko potenciala, ja, glede na to, kako si pripravljena zdaj. Dejansko letos v tistem polovičnem Ironmanu bi lahko pobrusila noge še na kakšni asfaltni, dokaj ravni maratonski preizkušnji, ja? Ja, sigurno bi želela izkoristiti to formo. Jaz si sam želim, da bo pač brez poškodb, brez bolezni, vse normalno potekalo in da pač mi bo uspelo to ohranjati. Ampak mene osebno ful bolj privlačijo te krajše razdalje. Ne vem, jaz bi šla rada 10 ful hiter. Tako te zadeve so mi veliko bližji. Rada se matram, ampak ne ono, ko se v glavi matraš, ampak da dejansko veš, da imaš telo sposobno na nekem nivoju, no. No, ampak vseeno, ja, če bi pa imela, recimo, če denar in čas ne bi bilo problem, pa če bi lahko izbrala katerikoli maraton na svetu, evo, kjer ga bi si izbrala, recimo? Definitivno bi šla čez lužo. Zato, ker se mi zdi, da tam je pa cel vibe okrog tega toliko drugačen. Mislim, se tudi pri nas je fenomenalen. Vse tekaške prireditve so res ekstra glih zaradi te energije, kakor je prisotna. Ampak se mi zdi, da pa Američani so pa še toliko bolj ubrisani, da tam res je tak mal fanatičen pristop in bi šla, kak Boston bi šla odteč, če bi prišla noter, no. Takole, ja, če odtečeš 3:15, greš lahko v Boston, po mojem, s prvim letalom, no, tudi če 3:30 ali pa 3:40 je dost. Tako da, definitivno. No, evo, lej. Tako da to ti je, evo. Ne vem, vidiš, tebe rabim, da mi poveš take stvari. Ja, ravno prejšnji vdaji, no, sem imel kolega, ki je bil v Bostonu, on je odtekel lansko let, sicer malo na 3 ure, norma za 45-letnike je 3:20, za ženske je pol ure več, kot za moške, no, tako da mislim, da je za moške do 35 leta, tam okrog 3 ure, za ženske 3:20, 3:25, tako da, samo teč ga moraš. Ja. Da te vzamejo. Je pa res, ne, da si se v tem teku znašla, bom rekel še lepo, ko si bila že odrastane način, prej si bila pa, kot si že omenila, ljubiteljica belih strmin in kar aktivna smučarka, se pravi, trenirala si resno, dalj časa. Ja, toliko resno, da sem v bistvu veliko sošolcev v srednji šoli spoznala šele bolj prek koncu, pač tiste pogodbe smo imeli in nas ni bilo itak, ni te pozim, ni te polet, pač skozi smučaš, ne. Tako da, ja, to je bil resen del. Mogoče je glih to zaznamoval, da kako tudi dojemam šport danes, pač jaz res strogo ločem to rekreacijo ali pa pravim turizem, ko se ga gremo mi, ali pa pač za resen šport. In takrat, ko je ta all-in profesionalizem, pač to ti pusti nekje, no, postaneš malo drugačen človek zaradi tega. Tako da ja, smučanje je fenomenalen šport, za katerega definitivno ne bi hotela, da se Max odloči.
Nisi edina nekdanja smučarka, ki to rekla, se mi zdi. Ampak kako ti je šlo v smučanju gledati, da si ogromno trenirala? Jaz priznam, nisem nikoli zelo podrobno spremljal tega, bom rekel, belega športa. Ti si bila pa, na katerih nivojih tekmovanja si bila vključena? Kako je to spet izgledalo? Drugače, se pravi, jaz sem še tekmovala do te CB reprezentance, to je potem Evropski pokal in do tega nivoja, kar je bilo mojih kategorij, sem bila v evropskem top 3 in svetovnem takrat top 3. Tako da jaz sem nekako zafilala uno kapaciteto, je bilo to. Vedela pa sem, da nisem material šampiona. No? Vedela sem, da jaz ne bom stala na štartu recimo olimpijskih iger in se počutila, da mi je to, ker nisem tak človek. Se pravi, te ambicije nisi imela take, da bi dala zdaj vse, pa naredila vse, da boš, ne vem, nekoč nekje pod 5 krogi ali pa kaj podobnega. Ne, absolutno ne. Jaz v bistvu ne vidim tudi danes, no. Spoštujem seveda vse te športnike, absolutno, ampak res vidim drugače te stvari, no. Niso mi te olimpijske igre neki ekstra, kamor je treba iti enkrat v lifeu, če si del športa. In to je bilo že takrat, no. Tako da že takrat sem bila bolj okej, mogoče zdaj bo pa treba maturo, pa bo treba na faks, sem že kalkulirala, tudi danes počnem z vsemi stvarmi. Tako da ja, prek tega vidiš, da nisi tip šampiona, da nisi rojen šampion in pač, če nisi za top 3 v svetu, pol pač veš, kakšna je tvoja pot, nekje. Vse to je zelo, rekel, tak prizemljen, zrel pogled, rekel, in samo refleksija, če smo že pri tem, ne? Da veš, da spoznaš sam sebe, pa se znaš v določenem momentu pravilno odločiti, ne pa močiti z glavo skozi zid, pa potem žalovati kakšno stvar. Zdaj pa preskočiva na tek, potem si se znašla v teku. Kako to, da si se potem kot, rekel, športnica s čist drugega foha, potem pa našla v tekaških copatih? Drugače ni bilo presenečenje, ker že samo smučanje je imel kar nekaj v kondicijskih pripravah, tudi vzdržljivostnih stvari in tam sem dominirala že takrat. Ne vem, Cooperjev test sem jih prehtela za 2 kroga in to mi je bilo zmeraj naravno in mi je bilo pa tudi čisto naravno, da grem jaz, ko sem zaključila, ko sem se spočila, prva stvar, malo laufati po naših hribih. Jaz sem iz Trbovelj, iz Lukne in pač v bistvu na robu Lukne sem doma, tako da sem šla sam lahko v klanc. In to mi je še danes nekaj, ko me najbolj sprosti, spuca, poveže samo s sabo, kakor se to čudno sliši, ampak dejansko tako je. In sem tek zmeraj uporabljala kot neko sredstvo, ne samo kot šport, ampak tudi kaj drugega. Zelo zanimivo sem, če govorim s kakšnimi nekdanjimi smučarji in smučarkami, tudi Juretom Koširjem, pa vsi večinoma pravijo, da najtežji, pa najbolj zaguljen del treninga, ki so se ga radi čim bolj izogibali, je bil tekaški del, ja, posebej v kakšen klanec, pa to, ampak slej, ko prej, tle si že nekaj izjema, no, čeprav, tudi Jure Košir je ratov tekač na stara leta, no, če mu tako lahko rečem, no, ampak ti si pa kot riba v vodi, bi lahko rekel, no, ko te človek gleda, ne, na tekaških stezah in tudi, ko govoriš o teku kot takem. Tek imam rada, zmeram sem ga imela, ne vem, tudi mogoče bo ta kondicija kar v familiji na tak način skozi prisotna, ne, oči nas je kar tam za bajto imamo en klanc, planina se mu reče in ta planina je bila za njega sveta in itak jaz kot Trboveljčanka, moj klub je bil Maribor, jaz sem vse treninge na to planino naredila, ali je bil za moč, ali je bil za vzdržljivost, vse smo tam počeli. Tako da ne vem, se mi zdi, da nekako nisem mogla zbežati te vzdržljivosti komponenti. Po času me je pa začela tudi tako zanimati kot fiziologija, kaj se dogaja in to me zanima še danes, strašno me zanima. Ker pač vemo, da se tukaj dogaja ogromno enih stvari, enega napredka, sploh v ženskem športu, tako da še veliko je za raziskati tukaj, no. Če se že pri športu nasploh si imela v smučariji, sigurno si imela kakšno vzornico smučarko, po kateri si se vse malo zgledovala. Ja, jaz sem bila takrat glih C ekipa, ko
ko je Tina Maze prišla v A-ekipo. Takrat so bili tisti njeni prvi začetki in moramo, ne vem, kako to ljudje vejo, ampak Tina je bila talent, ko je prišla na tekmo in je fante prehtela za 2 sekunde, mislim, tako nobenem ni bilo nič jasen. Tako da ja, definitivno ona, še preden je bila tako znana pa dobra, kakor ste jo pa širša množica spoznala, je bila meni že prej, no, v bistvu ja, sigurno ona. Super, super. Zdaj si pa recimo malo bolj vpeta v te vzdržljivostne discipline, športe. Imaš v teku morda kakšno zvezdo, športnico, vzornico, ki jo pač rada spremljaš, pa od katere se morda učiš, pa se tudi navdihuješ v njej? Prav v teku zares ne, mislim, prav v cestnem teku sploh ne spremljam zadosti, po moje, no. Ta trail tek so mi fenomenalne, punce laufajo take cajte, mislim, to mi je sploh živjo. In pa pač v triatlonu tudi zelo so mi všeč, na splošno bom rekla, vse te športnice, ko upoštevajo to, da so ženske in to počnejo na ženski način, ne da so tam mislim, pač ne samo, da zgledajo, ampak da tudi ružijo kot moški z ono moško energijo, ampak da znajo to žensko komponento noter dati. In te so mi res carice, no. Če si ravno omenila, ja, nekje sem prebral, ja, si lepo predstavlja svoj yang pa svoj yin, ne, in tle je zelo zanimivo, ker si športni del svojega udejstvovanja predstavlja kot neko moško energijo, medtem ko ta ženstveni del pa kot žensko, kar se mi zdi zelo simpatično, zelo lepo opiše morda ta dva koncepta, ki jih vrško ne danes bi kdo zanemaril, vsaj tisti yin morda, ne, ki se včasih preveč daje v drugi plan, pa morda celo iz žensk kdaj hoče narediti preveč moške tekmovalke ali kako. Ja, jaz mislim, da to ni zdrav. Ni zdrav za žensko telo. V končni fazi ženska je fiziološko drugačna. Mislim, imamo neke cikle, imamo neke stvari, ko jih je treba upoštevati, ko lahko delujejo v skladu z nami, ko so nam lahko velika pomoč. Ampak ja, pač tukaj nam je znanost delala kar krivico, ker smo drage za raziskave, zato ker pač imamo znotraj enega mesta tukaj enih sprememb, ne, pač moški imajo v enem dnevu vse zrihtate, pač me pa traja in to je drago in pač temu je bilo tukaj manj fokusa posvečenega, tako da se te zadeve razvijajo, ampak ja, se pravim, je bilo pa ogromne škode tudi narejene zaradi tega in težave v bistvu potem zdravstvene in tako naprej. Si se kdaj podvrgla kakšni, rekel, analizi, raziskavam in tako naprej, da bi ugotavljala, kakšne so tvoje predispozicije, naj si bo v športu ali tudi drugače? Ja, itak. Mislim, da to smo itak mogli malo tudi na kineziologiji, malo smo to delali na sebi, no, te teste, sploh tisti, ko smo zbirali fiziologijo, ampak ja, vem jaz, da imam še ogromen rezerv, tudi imam genski test svoj narejen, tako da vem, kje so te moje komponente, kje so moji plusi, pa kje so moji minusi, bom rekla, no. In imam rezerve, seveda, ampak imam pa tudi ogromen enih stvari, na kjer moram biti pozorna, previdna okrog njih, da ne zaružim kam, tako da se mora res poklopiti, no. No, vem, da si se v prejšnji službi ukvarjala tudi z DNA analizami, pa s tem, kaj genetika res vsakem izmed nas govori, da mora recimo uživati ali se gibati ali kakorkoli že, česa se pazi, če so že pri tem. Ti kot tudi znanstvenica na tem področju bi bilo smiselno morda več polagati tudi rekel, na to, da bi se ljudje potestirali na način, pa morda videli, ne vem, jaz pa nisem, mogoče, ali pa sem bolj občutljiv na določeno vrsto hrane, ali pa imam mišična vlakna oziroma mišične predispozicije drugačne, pa nisem morda za določeno vrsto športa, ali bi to pomenili samo še dodatno več stresa, pa kakšnega omejili preveč, kot bi ga. Jaz mislim, da, ne vem, jaz sem delala tudi v bistvu direkt s strankami in sem videla ta sistem, da velikokrat so se ljudje sprostili, ko si jim ti skozi genetiko nekaj razložil in so bili tako, se res, meni se že skozi tako zdi, ampak ne, glava je hotela drugače in jaz mislim, da nam telesa, če bi jih zares poslušali, veliko sporočajo. Tako da, ja, siguren za tiste, ko
smo, bom rekla, radi v glavi, jaz sem tudi zelo rada v glavi, pa rušimo proti enem ciljem, je ful fajn take stvari poznati vseb, zaradi tega, ker pač genetski omejitveni dejavniki so jasni in to je to. Genetika pač taka, ko je. Imamo pa potem seveda področje epigenetike, to pa pomeni, a se bo zdaj ta gen aktiviral ali se ne bo in tukaj pa je ogromno ene sivine, ogromno enih stvari, kar jih lahko sami naredimo. In valjda hočeš imeti to informacijo. Mislim, jaz sem človek, ki hoče imeti vse informacije o sebi. Pač mene vse zanima me, kdaj bo dan D in tako naprej. Rada bi to vedela, ni mi bed. Ampak ja, eni pa pač ne marajo teh informacij, to pa tudi vem. No, ampak v dobi, ker že na zapestju praktično pametni računalnik, ki nas vse čas spremlja, pa dela monitoring, in ker je samo neka kvantifikacija, že pri uporabi Strave, pa Garminov in vsega ostalega, zelo popularna, bi rekel, da je veliko ljudi hoče vedeti vedno več o sebi in se moče na podlagi tega tudi odločati. Čeprav najbrž, ko imaš veliko informacij, jih moraš znati tudi pravilno interpretirati in se na podlagi tega tudi pravilno odločati. Tu pa prideš na vrsto morda celo ti, ki se s tem, ali se še ukvarjaš s tem, najbrž se še zelo aktivno. Ja, ampak jaz to prvo najprej moram to povedati. Te zadeve, se pravi algoritmi, ki so tukaj zadnji, to dela človeka, ne? To mora človek nekako zračunati, da bojo te stvari zdržale in so še zmeraj te stvari precej površinske. Se pravi, držati se informacij, ko nam jo da ura, ko bom rekla zdaj pijanc plota, ni najbolj pametno, no? Res ni pameten, no? Sigurno ni pameten. Vse te stvari izpopolnjujejo. Imamo tudi v bistvu zdaj te health trackerje, ala Whoop, ala Oura Ring in te zadeve grejo dejansko sky high, tako ful napredujejo. Ampak je ogromno še enih zadev, ker morajo upoštevati. Recimo health tracker ne upošteva razlike moški-ženska. Pač upoštevajo v statistiki, ampak ne zna pa tega uporabiti. In tukaj pač, ja, te informacije so cool, ampak moramo znati z njimi operirati. No, zdaj so že nekje na področju tvojega delovanja, oziroma daj mi povej, da si ne bom narobe pač predstavljal, kaj je zdaj glavno področje tvojega delovanja, kjer profesionalno deluješ, je to osebno trenerstvo, je to svetovanje, prehransko svetovanje, prosim. Dejansko, pač, mislim, pokrijem se, če rečem, da sem osebna trenerka, v resnici je pa to monitoring vzdržljivostnih športnic, kjer upoštevaš vse in prehrano in lifestyle in seveda napišeš trening, da dosežejo svoj cilj. Največ delam glih z mamicam, ker pač to je zdaj pršala, ne, ko sem mamica, ampak sem pa siguren, da najbolj delam z ženskami, ker se mi zdi, da se moraš za eno stvar odločiti in biti specifičen in probati biti tam dober. In tukaj pač pri ženskah je še kar preveč se posplošujejo stvari in rada bi bila tista, ko naredi pa tukaj razliko. Bravo. Se pravi, one size fits all ne obstaja, posebej ne v področjih, kjer se pogovarjava, ne si bo gibanja, prehrane in tako naprej. Ampak neka osnovna priporočila, ki jih imamo tam zunaj, pa vendarle slonijo na znanosti, sklepam, ne, več gibanja, ne vem, dovolj beljakovin, esencialnih maščob, sadja, zelenjave, ali tudi tukaj treba več širine, oziroma kaj lahko rečeva povprečnemu poslušalcu tega podcasta pa gledalcu, takemu kot sem jaz, ne, recimo, je tisto, kar uradna znanost ta trenutek priporoča, dovolj, da to zasleduje, ali bi bilo pametno še kaj širš pogledati. Dve stvari ti bom zdaj rekla. Kaj je povprečna populacija? Okay. To vemo, da ne obstaja. Dobro. Povprečna populacija ne obstaja. To je statistično urejena zadeva. Zdaj, seveda je fino, da so neka zdrava priporočila, zaradi tega, ker ljudje delajo res zanimive poteze, kar se tiče hrane in kar se tiče športa, se pravi bolj v ta minus, da je premalo tega ali pa da so nezdrave zadeve. Je treba osveščati o tem, kaj je zdravo, ko ni itak. Jaz sem bolj izkušnje s temi, ko že malo veliko vejo ali pa dostikrat preveč in se zavozlajo v teh informacijah, se pravi, ne vem, so probali že veliko diet, pa na koncu itak že ščitnica je tukaj izmučena, da reče hvala lepa, ne, in pa se vse skupaj malo zaključi. Ali pa, ne vem, so toliko trenirali, probali tako metodo, uno metodo in pač
jih je doskrat treba pa te ljudje glih kontra nazaj malo potegniti, jih malo sprostiti, ne, in dati kako informacijo, ker jih mogoče malo potolaž, da lahko lažje grejo čez dneve, ker bom rekla, ne da so to ampak ja, mogoče celo malo obremenjeni z enimi informacijami, ker jih je pač preveč, pa povsod so dosegljive, ne. Včasih smo imeli premalo informacij, zdaj jih imamo preveč in se znajdeti med njimi je praktično že kar svojevrstna znanost. Kako se pa ti, draga Urška, prehranjuješ, recimo? Kakšen je pa tvoj prehranski režim? Tak, kakor ga ne bi nobenem priporočala. Jaz sem drugač snack mojster, se pravi, imam 2 obroka, to je zajtrk in večerja, in pol čez dan ne vem, kaj počnem. To je ena malca, druga malca, pač majhen otrok, ogromno enega gibanja. Nisem nikoli lačna, ampak to je veliko banan in veliko enih piškotov in vsega, se pravi, zelo po feelingu. Poskrbim pa, da je zajtrk v miru, da je zdrav zajtrk in pol, da je neka hranilna večerja, ker res želim, da moj telo operira še nekaj let na takih obratih, kakor si jih zdaj predstavljam, in se mi zdi, da z večerjo ga malo potolažim, da se bo. Okay, no, evo, vidiš, da si tudi potolažila. Mene pa še koga, verjamem, tam zunaj, si poskušamo zasledovati tiste 3 obroke na dan, pa čim manj nekih nezdravih prigrizkov, ampak velikokrat to ne uspe, ampak Pareto pravilo oziroma 80-20 najbrž tudi v tem primeru čisto zadostuje. Kakšno je pa tvoje mnenje, recimo o dietah pa prehranskih režimih, kot so ketonska dieta, ekstremno veganstvo, postenje in tako naprej? Pravijo, ne, dietne kure so za kure, ne? To je. Ja. Ponavadi diete itak ne delujejo, ker se jih itak ne moreš držati na dolgi rok, ne? Drugače, ne vem, koliko ljudje vejo, ampak diete, pač prav diete, ne, so narejene zato, da spodletijo dolgoročno gledano, zaradi tega, da se potem v bistvu prehranska industrija, weight loss industrija, ki je za tem, živi od tega. To je ogromna industrija, milijardna industrija in super in gre pač skozi boljš. Dejansko je vsak zase individuum in to je treba spoštovati. In valjda boš sledil nekim smernicam, če nimaš pojma. Boš na začetku si probal nek okvir postaviti, ampak pol pa s časom pa vidiš, kaj je zate dober in probaš temu slediti. In glih zaradi tega, to, kar sva prej govorila, te health trackerji pa take stvari, prek tega mogoče se tudi spoznati, ne, kakor vidiš, kaj se dogaja, po čem boljš spiš, kak način treninga ti odgovarja, kaj ti paše prej, po treningu, ne. Vsak od nas, mislim, že midva v istem gospodinjstvu funkcionirava diametralno 100% različno. Pa vseeno koegzistirata, ja, zelo uspešno, torej se tudi da. Vem, da si delala neki oddaje tudi z doktorjem Leonom Bedračem, je bil tudi moj gost, tudi dobro poznam. On je eden tistih vidnih strokovnjakov, ki na znanost v prehrani veliko da. Katera področja ste pokrivala? Najbrž je bilo zelo tudi odmevno, kar se tega tiče. Ja, Leon je moj prijatelj. Jaz sem Leona rada, ker je tudi tak, se mi zdi, on ima toliko znanja, ampak ima na ta način razmišlja, no, tukaj se kar najdeva, da več ko zve, kakor se nauči, bolj ve, kaj vse ne ve, in pol na vsako vprašanje, ko bi človek na drugi strani pričakoval odgovore, reče ali odvisno, ali ne vem še, in pol izpadeš, kakor da toliko raziskuješ, pa nič ne veš, ne, ve, da je vse toliko fluidno, da se toliko stvari spreminjajo, da je od tolikih stvari odvisno. In z Leonom v bistvu sva se res najbolj dotikala teh njegovih biokemičnih zadev, se pravi mikrohranila, vitamini, tudi makrohranila, to so v bistvu za njega čiste osnove, no. Probala sva nekako širši publiki približati ta način razmišljanja, kakor je nama najbližji, no. Se pravi, da probamo pridobiti informacije in razmišljati svojo glavo, se pravi, se odločiti na podlagi tega, kar znanost zares potrjuje, ne pa da je nekaj stvarjene propagande. Super. Povedano, omenila si prehranske dodatke pa esencialne
makro- in mikronutriente. No, zadnjič sem bral eno knjigo od profesora Tima Spektorja, ki je v eni svoji knjigi začel prehranske mite nagovarjati in jih večinom vreči. In noter je tudi poglavje o prehranskih dodatkih, v katerih poslušamo že nekaj desetletij in dejansko s stvarimi študijami pokazal, da pravično večino tega, kar nam zunaj prodajajo kot nekaj nujno, naj si bo dodatki z omega-3, pa C-vitamin, pa magnezij in podobno, da je vse skupaj bolj kot ne šarlatanstvo in samo marketing, ki v končni fazi ničemu ne služi. Katere prehranske dodatke oziroma ali sploh ob neki prehrani sodobnik, zahodnjak, Slovenec, če so že pri tem, potrebuje dodajati? Zdaj tako je, če bi recimo naša babica jedla raznoliko prehrano, je to čisto nekaj drugega, kot če midva zdaj jeva raznoliko prehrano. Vemo, da se je pač tudi prehrana oziroma hrana, ko jo dobimo na krožnike, dosti spremenila, ne? Se pravi tudi v bistvu to že, da se izognemo tem pesticidom, fungicidom, herbicidom, kakor so na salatih in zelenjavi, sadju, kjerkoli, je že kar umetnost in seveda to naredi nekaj v naših telesih. Je pa res, da raznolika prehrana pokrije cel spekter, važnje pa v resnici, kaj se dogaja v tvojem črevesju, ne? In ta mikrobiom, črevesni mikrobiom, to je v bistvu spet eno tako ogromno področje, ki se tudi zelo razvija, ampak je v bistvu še zelo v povojih. Kar se tiče pa dodatkov, no, bom pa tako, mi živimo na neki taki geografski širini, da naj bi od novembra do aprila dodajali vitamin D. In to je to, če se mene vpraša. Zdaj od posameznika je odvisen, od tega, kaj se je z njegovim črevesjem dogajalo, kakšna je njegova absorpcija. Mislim, jaz jemljem trenutno eno zadevo, ko pojma nimam, a stvar dela ali ne, ampak zgolj iz ene radovednosti. Zelo mi je všeč ta znanost o mitohondrijih in v bistvu ta longevity in te obnove in baje nekaj obstaja, ko to malo obnavlja in evo, kupla. Bravo. Mislim, biohacking, delaš na sebi malo, testiraš, odlično, meni so bili zmeraj všeč tudi Tima Ferrisa, sem bral, ki je delal kaj podobnega, pa ne, Bena Greenfielda pa podobne, ki delajo podobne stvari. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne bi gotovo v sebi kaj več? Morda pa, ali pa širše, no. Dr. Sinclair je napisal tisto knjigo o longevityju, tudi o tem, kar govoriš, tako da bravo. Bomo spremljali tvoje izsledke, no, pa ko boš izdala naslednjo študijo, Urška Hac bo izdala. Definitivno, mislim, jaz sem zdaj spet aktivno oktobra, no, se je, hvala Bogu, še nekaj dotjajo, da ta magisterij spacam, da tako, kakor je treba, ker namreč tukaj imam še en tako črno piko, no. Mogoče glih zaradi tega, ker sem nisem vedela, kam je v bistvu s temi tematikami, pa so pa leta minila in zdaj pa vem, no, da glih ta fiziologija napora pri ženskah se mi zdi fenomenalna, no, in z vidika raziskav in z vidika v bistvu objav. Top, potrebujemo še več ženskih znanstvenih za tem področju. Zadnjič sem gostil recimo Varinejo Drašler, ona tudi na področju prehrane. Veliko so govorila tudi o sladkorju, pa o tem, ko je sladkor zdaj mogoče po krivici kriv za vse, bom rekel, bolezni tega sveta. Kakšno imaš pa ti pogled na maščobe, sladkor in vse tisto, čemu naj bi se pasov, če smo že pri tem odrekali, v končni fazi pa morda si s tem delamo prej medvedjo uslugo. Mislim, jaz se strinjam z Varinejo, kar se tega tiče. Sladkor je super, sladkor rabijo naši možgani, rabijo ga v bistvu vse celice, da dobro funkcionirajo. Problem pri sladkorju ali pa pri teh rogljičkih, pa tem je, ko je vezan na transmaščobe in pa so v bistvu te lipidi v krvi tvorijo in pač lahko žile zamašijo. Ampak če si aktiven, tukaj imamo tukaj enega gepa, mi, ko smo recimo relativno veliko aktiven, tako da ne bi se preveč obremenjevala, zmeraj mora biti tukaj neka zmirnost, ampak govorimo o zdravih ljudeh, kakor pa pridemo v neke patofiziologije, tam, ko neke zadeve ne štimajo, neke metabolne motnje, hormonske motnje, tukaj so pa stvari drugače za pogledati. Tako da
Spet ne, odgovor je odvisno. Ampak ja, sladkor čisto pokrivam sol, mislim, sol je zelo jo bo treba dodajati, bo nujno, ker bomo tukaj izgubljali, da nam bo fejst manjkala. Ampak dostikrat se zgodi, da se res fejst prešvicaš in poti v bistvu paše tisti neki dodatkov, neki slanga zraven in dej sled te intuiciji pejt pojesti ali pa dej malo ščepca soli, ne. Tako. Ja, sej, veliko smo se pogovarjali o tem piku, si žejen, ja, včasih tudi pivo, ja, spoštovane, ko ti med tekom zadiši sladko, veš, da najbrž ne samo zaradi tega, ki si šel med pekarne, ampak tudi morda, ker ti manjka tisti cukor, tista juha po kakšnem, rekel, dolgem teku, ki je fajn presolena, pa tudi najbrž ni samo kaprica. No, tako da je, super, telo že marsikdaj več pove, kot smo pripravljeni dati veljave. Ampak dajva se zdaj še malo vrniti nazaj na tek. Evo, da je Urška Hac, pa se zdaj sigurno spomniš, ker si rekla, ok, zdaj bom pa o teku govorila o podcastu. Ne? Se moram spomniti, kdaj sem prvič tekla na kakšnem tekaškem tekovanju, bo kot to izgledal, ker me bo sigurno to vprašal. Evo, to te bom zdaj vprašal. Se spomniš še svoje prve tekme? Po mojem, da je bila tukaj kakšna zagorska 10 ali pa kaj tazga. Ki je po klancu navzdol. Ja, ampak je pol 11. V bistvu je kao 10, ker pa gre navzdol, ampak kilometri pa skoraj 11. No? Tako da mislim, da je bilo to. Ja. Lokalno. Lokalno. No, ta zagorska 10, na to me vabijo že nekaj časa, pa sem rekel, bom šel enkrat sam zaradi tega, da vidim, kako je 10 kilometrov v rahlem spustu teč. Drugače je ful cool, ne bi to odvrnila, ampak upam, da dobro toleriraš vročino, ker zagorski praznik je po mojem tam 10. avgust, 9. tam nek in to je ob 4, 5 popoldne asfalt. Ni cool, ampak je pa nek. Vse tisto, kar misliš, da je fajn, ko gledaš na uro, pa rečeš, uspel mi je teč kilometer po 4 minute, ja, ti potem v naslednjem kilometru pač pride za tabo z vsem tistim vročim zagorskim soncem. Hvala za opozorilo, draga Urška. Evo, premislim še do takrat. Imaš kakšne nore izkušnje, spomine svoje tekaške kariere, zdaj že, ne vem, tečeš koliko časa? 10, 15 let? Ja, mislim pa, da dejansko 10 let pa že tečem. Zdaj sem se spomnila, sem celo en tek na Bolu enkrat zmagala. Bravo. Da bi bil tek ja, to takrat vem, pa sem šla nekak maraton, rada sem šla na traile, ta Soča Outdoor Festival mi je ful všeč, mislim, še zdaj so mi traili všeč. Meni je v resnici vse fejst všeč, ampak pri nas je Luka itak prioritetna, ker seveda on pač to mora početi, ne, in pol gledamo vikende, kdaj on nima tekme, pa pol jaz pogledam, če slučajno kaj, ne. Ampak ja, načeloma pa jaz bi kar šla še na kakšne te traile rada, no. Ja, na Soči si bila na Štenksah, če se ne motim, ne? Ja, tudi. Ja. Če sem se lotila, mi mogoče kar šlo, no, sam bolj se nisem zares lotila, se mi zdi. Pa tekla si tudi na Velikanko, ne, v Planici, če se ne motim, no. Jaz sem enkrat tekel na Kristalno palačo v tistih Štenkah, ne, in pa sem rekel, zdaj pa še Planico proba, tu mečkaj dlje časa traja, pa več lahko roke uporabljaš, ampak jaz sem te filmčke si pogledal, pa izraze na obrazih vseh tistih, ki so prišli tam gor, pa sem rekel, mogoče še to malo dolžim, bom vprašal prvega takega, ali pa prvo, ki pride v podcast, Urška, povej mi, kako je teh 10 ali manj minut grist tisto grozno strmino. Tako bom rekla, to je meni eden najboljših tekov. Zdaj imaš dve opcije, lahko si izbereš, pa greš v štafeti, ampak to je pusi. Jaz sem tudi šla že v štafeti, pa me vseeno zabili, zato ker itak bi šel red, pač ne, ful hitrejše tist. Ne, drugače pa to, da greš celo tisto Planico odlaufati, to je avtocesta v največji beton v nogah, mislim, to je tako dober feeling, res cool. In res je cool, no, tako da jaz bi ti priporočala, pa ful je fajn, zato ker se pol dol sedežnico lahko peleš in pa nimaš muskelfibra, zaradi tega, ker je sam, veš, ne, greš sam gor. Tako da
veš, z tega vidika, da bi te bilo strah, da boš naslednji dan trening spustil. Ni tega straha. Vidiš, da si mi povedala, ja, tega me sploh ni bilo strah, no, vidiš, tega treninga, da bi spustil trening naslednji dan, vse drugo prej, recimo to, da bi spljuval svoja pljuča, že od skočne dile, ampak lej, mogoče pa se res... Res ti priporočam, pa mislim, da se bo ta sigurno uskladila z Lukom na neki točki, da to njega vprašaš, kako on to razloži, kako je treba potegniti tam čez letalno mizo, da tam je treba stopiti, ker dejansko do tja pridejo fantje, punce, bolj kot ne skupaj. Pa se pa tam malo položi in tam tiska ohrani ritem, isto kadenco, to je to, tisti grejo pa naprej, ne? In to je najtežje. Ja, ko gledaš najboljše gorske tekače na svetu, kako se tam po nohtih pač tam zadnjih 100 metrov gol vlečejo, ne? Potem si rečeš, to mora biti pa res krvavo naporno, moče bi pa probal. No, tako da upam, da sem za leto že zamudil prijave. Ne, nisi. Damn, ok, lej, evo, enkrat moram tudi to poskusiti. Rekla si, da bi se še pomerila na kakšnih tekmah, se pravi, malo tekmovalne žilice imaš mogoče še, ali si jo v večini že izživela skozi svojo smučarsko kariero, ali je nekaj vse nastalo te? Mislila sem, da sem jo, ampak sem si zgleda lagala, zato ker mi je rad zdaj to spet zanimivo in ne toliko tekmovalno do drugih, to ne bi se toliko primerjala, ampak strašno rada bi 10 odlaufala, ne vem, 38 minut recimo. Tako take čase, kakor bi pa rekla, ok, to je pa hiter. Tako da te tekmovalni apetiti, mogoče bolj to, da vidim, koliko lahko grem hiter, no, to. No, upam, da boš imela še veliko priložnosti, no, da se z Lukom večkrat uskladita, tako da bo tudi tebi ratalo. Kje pa si našega Luko Kovačiča, slovenskega Kyliana Jorneja, ti spoznala, Urška? Evo. Spoznala sva se prek radija. Jaz sem ga poslušala na radiju. Bil je gost v eni oddaji in je v tem gorskem teku razlagal, kako on v tem razlaga. On ima res tokrat te hribe in to se meni zdelo, da en gorski tekač na tak način to razlaga, nič onega tekmovalnega vajba, nič ni bilo tega. Zdelo se mi je res ta človek je toliko zaljubljen v hribe in sem ga poiskala na Instagramu jaz in sem mu napisala ful cool, ful fajn na ta način, ko si razložil in mi je napisal nazaj, hvala. In to je bilo to. Zgovoren ni bil, ja, tako, ja. Ja, ne, pa se je mogoče že takrat malo debata razvila, ampak ne zares, pa me je v bistvu Red Bull, ko me vsake toliko malo rekrutira za vsebine, tudi takrat rekrutiral za ene vsebine in sem ga pa mogla intervjuvati z Planico. Tako da pa tam sva pa mogla, je pa mogel govoriti z mano, no. In to je bilo to pa, ja. Super zgodba, ja. Tudi njega povprašam, kako bo on to razložil, ko bo enkrat se takole dobila, da vidim še njegovo verzijo te dogodivščine. Kako pa je živeti z vrhunskim športnikom, recimo, ki dela tudi nore podvige, kot je recimo tistih njegovih 5 vrhov v 14 urah, ko dnevno trenira, ko dela tudi nevarne stvari, no. Kako ti vse skupaj dojemaš? Mislim, on dela tisto, kar ima najraje na svet in to ga tako usrečuje in jaz sem sam vesela, da to lahko počne, zaradi tega, ker je zaradi pol, ko pride domov res kvalitetna družba, kvaliteten oče, partner, tako da upam, da v to lahko še dolgo počel. Drugače, jaz mislim, da odkar sva midva skupaj, pa to zdaj že več kot 4 leta po moje, na prste ene roke je bilo treningov, oziroma dni, ko ni bilo treninga, no. Res gre vsak dan ven za več ur, ker pač to rab, ker ima tako telo, da to telo zahteva od njega.
Tako da ne, drugače pa on čist nezakompliciran, ne bi rekel, mi ga kličemo sladkosnedi kekec, ker res bi pojedel brdo cukra, če bi šlo. Tako ne komplicira pri prehrani, spanju, nič, spi boljš kot dojenček, to zdaj vem z prve roke. Tak neobremenjen človek, no. Res vidi se, da je gor zrastel z naravo in da mu to ogromen pomeni, se mi zdi, taki ljudje so pač drugačni. Bravo, super. Mislim, da bo si poslušal tole epizodo, no, pa mu bo všeč, kako si ga opisala. No, omenila si dojenčke, zdaj imata skupaj sina Maxa, končno se prišla tudi do te teme, do materinstva. Urška, kaj ti pomeni biti mati, recimo? Vse. To je meni nekaj toliko fajnega. Max ni bil planiran, ampak od trenutka, ko sva zvedela, da prihaja, sva bila ful vesela in sem se ga ful veselila. In pol, ko je model prišel, to je res en toliko cool človek in vsak dan nama prinese ogromne ene dobre volje. In ne glede na to, da mi nismo spali, mi res nismo spali, ne ono, ko ljudje rečejo, ne vem, dvakrat se zbudi na noč, ko so mi to rekli, da sem pa tako luksus, to smo zdaj, ko rečem, da spimo. Tako res nama je dal tinte pit, ampak ne, to je sigurno prva vloga, ko jo imam najraje na svet in ko me je zelo spremenila. No. So se ti prioritete v tem življenju bistveno spremenile ali si nek fokus prej še ohranila, pa si to probala vse skupaj komponirati? Ja, najino življenje se sploh ni toliko spremenilo, če ga navzven pogledaš. Seveda se ti 100% vse v glavu pa v telesu spremeni, kako doživljaš, ampak mi živimo tako, kot sem midva prej živela, s tem, da gre pač Max zdaj še zraven. Tako da ne, tudi kar se tiče tega, da si čas zase vzame in en in drug, in kar se tiče dela, mogoče je zdaj res ta deal breaker, da ne bi z vožnjo zgubljala časa, ampak pač, če vem, korona je to dala, da lahko delamo od doma, pač mi je to ful, mi paše, no, ker mu rada namenim tisti čas, ampak ga dam pa tudi v varstvo, zato da jaz 4 ure vztreniram in se ne počutim slabo zaradi tega, ker vem, da pol popoldne je pa žurka, ne. 4 ure treninga je kar veliko, se pravi, koliko treninga pa uspeš v vseh obveznostih na teden, pa še pa triatlon si imela spraviti skupaj materinstvo, domače obveznosti, službene obveznosti in dragi sine, in pol moraš ti trenirati še za pol Ironman vse ostalo. Na Training Peaksih imam v povprečju po moje tako 10 ur na teden. Ni več, jaz tudi za svojo službo, del službe gremo kako stvar posneti v hribet, tako da se takrat še malo sprehodimo zraven, da je pač malo bolj tako, no, ampak načeloma ni več 10-11 ur, ajde deva reče spavc. Ampak se mi zdi to vse zelo lahko, se da, no. Se pravi, midva se dosti lepo usklajujeva, glede na to, da oba dva lahko delava od doma in pač je sam predaja štafete. Tako da, nimamo pa babic pa detkov pa tega blizu, ker smo preseljeni, ne, tako da je treba eno zunanjo varuško, ampak je tudi to čisto okej. No, ko si rekla preseljeni na Bledu, živite. Kako pa je živeti na Bledu, na tej gorenjski meki turizma in ostalega? Vsak to reče, pač vsak komentira, vama je ziher ful beden tam v tisti gužvi, ampak ne, pač, ne vem, ljudje po moje res grejo na Bled sam tisto nedeljo popoldne, ko je res slalom greš lahko okrog jezera, ampak takrat mi ne gremo okrog jezera in je stvar rešena. Če greš pa kadarkoli dopoldan ali pa sploh zjutraj, pa dostikrat na prste ene roke prešteješ ljudi, pa res sploh zdaj v koroni je bilo tako, no. Je pa Bled veliko več, kot samo jezero, no. Mi se v bistvu na tistem delu, ko smo doma, zelo radi v smer Save odpravimo in tam so res čudovite ceste, tako da ne, ni težave, no.
No, če so na Bledu in več kot samo jezerski sledini potki okrog jezera, si kdaj naredila cel krog tega blejskega razglednega traila, ki smo ga 2 leti nazaj nekako zakoličili in je privlačil mnogo ljudi na Bled ravno pogledati stvari na drug način, kot so ga do zdaj vajeni? Ne, nisem in vedela sem, da me boš to vprašal in mi je tako easy bed, res bi šla in bom šla, ampak jaz imam težavo pri novih stvareh ali pa ne toliko novih stvareh, nimam najboljše orientacije. Tako da, če Luka ne gre prej tam, da ne ve, kje moram zaviti levo, pri kateri tabel, pri kateri cerkev, karkoli, pol bom falila. Tako da, mislim pa, da je Luka šel, no, tako da ga moram res tole vprašati, da mi pove, kje je trasa, pa siguren bom šla, ker mi je bed zdaj, ko smo to vprašal. Zdaj moraš iti, to povezati, rekel, 3 take znamenite kucle na Bledu, stražo za pobedek, je res najboljš. No, in vsaki tja gre, tudi malo hitrejši tekači pravijo, da jim da ta stvar kar malo pekočih nog, da teh 14 km, vendar ni tako lahki, kot je na prvi pogled, tako da vprašaj Luka, bom pa jaz to še njega spomnil, da te more pelati, če te še ni. Tako, vidiš. Pa mi smo pod stražo doma, to je prav tisti domač kucelj, res takole zraven. Ampak, mogoče pa prebliza, veš, mi raj kompliciramo, pa gremo, ne vem, v Kranjsko. Enkrat, ko boste časovni stiski, to je to. To. Prej si omela, da veliko tudi skupaj zdaj hote, sine je pač najbrž v nahrbtniku. Se pravi, tudi to že del, ne samo družinskega preživljanja časa, ampak je na način trening za vse 3 skupaj, ali kako? Ne gre na trening pikse ta del, ampak itak, mislim, to je kar ena kilaža, tako da čutiš, to je malo treninga moči, no. Je pa, mislim, z Maksom smo mi v zuniji že od samega štarta, pač naš fantek se ni hotel vozičkati in takoj, ko je bila nosilka, smo pač šli v nosilko in to je bilo super in pa smo šli tako hribe. In neverjeten ga tudi narava pomirja, oziroma vsi te zvoki ga zanimajo, vse mu fajn, tudi zdaj, da bova midva mir, sta fanta z nahrbtnikom šla v hribe. To je v bistvu prva poteza, ko imamo sploh v glavu, kaj narediti, kako preživljati čas, če je lep dan, pa tudi karkoli, sam da ni dežja, gremo ven, no. In smo ogromno zunaj. Kako visoko je že prišel Maks, recimo tudi z vajino pomočjo doslej najviše? Ja, v bistvu bolj z mojo, tukaj se moram pohvaliti, pač gre se za to, da Luka gre na trening in ko pač midva nisva vedela, kva bi, sva šla zraven na začetno destinacijo in pa smo tam bluzila in pa je Luka treniral in tako smo cajt v bistvu skupaj tudi pokoristili. Tako da sva šla na Viševnik, in Maks je bil že nad 2 jurja. In mu je bilo cool, ker vem, da taki mehni imajo lahko zelo hitro težave z višinsko, no, eni v bistvu tako odreagirajo, Maks ni, tako da to je to. Top, se pravi, Maks še pred 1. letom je šel na 2 jurja, zdaj, kje bo do 2. leta, si sploh ne upam ugibati, kako visoko bo prišel. No, če so pri otrokih, pa pri njihovi outdoor gibalni vzgoj, veliko smo se pogovarjali na vseh možnih inštancah pa kanalih o koroni, pa o gibalni sposobnosti otrok, ki je padala po debelosti in tako naprej. Pa kdo je odgovoren za to, seveda. In jasno, najprej smo tudi starši, potem je še družba, pa šolski sistem in tako naprej. Ti, ko si zdaj rekel, do kolen v materinstvu, pa dobro veš, kako to zgleda. Kakšen je pa tvoj pogled na vso to tematiko? 2 leti korone so za nami, bi morda lahko naredili več, pa kdo bi to lahko naredil? Mislim, da je tukaj jasen. Se tudi vemo, da so se ljudje zredili, odrasli so se zredili, odrasli so se polenili v tem času, oziroma šli smo se v ene skrajnosti. Eni so spustali polprofesionalni športniki v tem času, eni so se pač izpolenili pa poredili, pa tako in isto je bilo pol z otroci. Mislim, mi smo jim zgled. Vedno.
vedno gledajo nas, prvo nas. In jaz tudi vidim, mislim, se verjetno vsak poseb lahko vidi, kaj je prinesel iz primarne familije, kako se je preživljal čas. Pa ne sam čas, vrednota, vse te stvari, to ti da primarna familija. Tudi tisto, kar ne gre najbolj prav, ne? Pa hodimo na terapije, pa pucamo leta. Ne? Se pravi, glih to, primarna familija ti da v bistvu res ta glavne stvari, če tako razmislimo tudi v možganih, razvijajočih možganih, do 25 leta se ti prefrontalni korteks sploh ne utrdi, to ti gre tako močno vse v podzavest in to imaš vse, to boš zmerom znal ven priklicati. Tako da jaz mislim, da je družina v prvi vrsti odgovorna res in pa potem tudi kriva za te stvari. Odlično si tole povedala, se popolnoma strinjam s tabo, ja, kje druge kot neki primarni celici družinski lahko otroku največ damo. Potem je šele šolski sistem, ki samo štango lahko drži temu pa dodaja, ampak vse ostalo se mora dogajati tukaj in zdaj. Bravo. Urška, urco je minilo takole že, pa sva šele dobro začela, no sva se govorila, vzema si še malo časa za par vprašanj, še zate toliko zanimivih stvari te moraš vprašati. Ena od teh je recimo, naletel sem na tvojo diplomo, noro zanimiva tema, moraš mi več povedati od njej. Miselni procesi pri tekačih na ultramaratonskih preizkušnjah. Noro. Ta tema je drugače tako malo painful, zaradi tega, ker v bistvu mi smo želeli raziskati, kaj ljudi sploh potegne v ultra scene. Zaradi tega, ker vemo, imamo maraton kot pač rečemo tudi olimpijsko disciplino, kot šport, ultramaraton je pa v bistvu potem nekaj več, nekaj dlje. In bila je začetna hipoteza, kjer smo želeli nekako tudi vreči, da bi ljudje da se za to odločajo zaradi tega, ker jim nekaj manjka. Ampak mi smo to hipotezo potrdili. No, ogromno je bilo v bistvu, zakaj se odločajo za ultra stvari. Mogoče zato, ker vejo, da na maratonih ne morejo dosegati nekih časov, ki bi bili hvale vredni in potem grejo v razdalje. In kaj te potegne pol v te razdalje? Mi smo spet pač pri tej diplomi dokazali, da so neke, bom zdaj rekla, lahko tudi frustracije. Se pravi, neko pucanje. Ne? Imeli smo res tak, bom rekla, nesrečen vzorc, imeli smo tudi noter ozdravljenega alkoholika, v glavnem tako take ljudi, ko so bili res ekstremisti na svoje načine in smo bili veseli, da so nam povedali iskreno v bistvu vse, kaj se dogaja tudi v njihovih socialnih krogih, bili so pač izločenih družin ali so imeli neke osebne zgodbe za sabo. Ogromno je bilo enih takih stvari, ko bi človek rekel, malo nekaj ni štimalno. Tako da miselni procesi, se pravi, kaj je tisti vzgon, kaj je primarni vzgon, da se ljudje odločajo za ultradiscipline, je bilo bolj to, da želijo v bistvu neke samoevalvacije oziroma težave samoevalvacije pri krajših, zato ker ne dosegajo takih časov. Ja, se pravi, si malo samo podobo popraviti, na drug način, z drugimi številkami, zanimivo, no, očitno nisem dobro prebral ekstrakta tiste diplome, prebral sem naslov in sem rekel, to je pa res nora stvar. Zakaj to delaš, kar ne smeš delati, vidiš, beremo ekstrakte. Ja, zato ker do diplome nisem mogel priti, pa sem rekel, vse bom imel avtorico tule, pa bom vse povedala iz prve roke. No. Zdaj vse vem. Če bom imel kdaj ambicijo iti spet v kakšne resne ultramaratonske vode, se bom najprej posvetoval z avtorico te študije, pa mi bo povedala, kjer manjko v življenju hočem nadomestiti. Ne hecam se. Vem, da si tudi sama enkrat odtekla, mislim, 2 maratona v kosu ali kako, nekaj takega. Ja, pa tudi to je bilo spet ne načrtovano, tako kot marsikaj, kar se tega tiče pri meni. Ampak takrat je kolega Laufo je želel povezati Goričko Piran in jaz sem bila zraven kot kineziologinja, kot terapevtka, sem se furala z avtom zraven. In pač ta zadeva je res trajala in pa smo bili nenaspani, mene na vrhnik me je ful zazebal in pa so rekli, pa pejt zraven, se už malo ugrela, poš malo tako. No in pa sem tam dol neki iz črnega kala, sem se pa ustavila, ker pa je ratalo zanimiv, ko sem bila enkrat noter. Tako da mislim, da je bilo 85 kilometrov, ampak to smo šli res počas, pa ful smo jedli, pa tako ful je bilo cool.
Ampak je bilo vseeno fulenga asfalta, no, tako da sem naslednji dan vedela. Ja, ultramaratonci so v bistvu tekmujejo v disciplinah, ker se gre kdo čim dalj časa lahko čim več je. In tisti, ta prvi, ne da zdrži. Ne, mislim, ja, itak, tako kot sem prej glede diplome, nisem imel tak vzorc, ampak jaz, če gledam, recimo, vem, da si tudi Martino Potrč, recimo, ki si jo gostil, mislim, ona in podobni, tu laufajo toliko hiter, tiste razdalje, da ne, res hvale vredno, ampak ta del je meni zanimiv, ne, se pravi, da greš res hiter in pa greš še toliko daleč vsaka čas, ne, tisto pa v bistvu borbaš 3 dni, da priješ do cilja, tu se mi pa zdi, moraš imeti res močno voljo, no. Ja, da že spiš skoraj da med gibanjem in tako naprej, da premaguješ vse tiste, rekel, travme, pa ko se ti že malo prikazujejo stvari in tako naprej. Ja. Nore stvari. Ampak še tole, no, vem, da še pišeš blog, vem, da pišeš tekste za različna spletišča o prehrani, pa trenerka si pri Lidlovi vitalnici, ambasadorka več brendov. Noro pestro poslovno življenje imaš, shendlaš vse skupaj, ti uspe to spraviti vse en dan. Ja, drugače, ja, kdaj ne, ampak ne, načeloma, kar se tiče Lidlove vitalnice, delamo točno to, kar se mi zdi, da je malo naše poslanstvo, in sicer želimo približati gibanje in naravo širšim množicam, skozi videe, skozi zapise in kar se tiče vprašanja, na bloga ne pišem, pač to ni časa več in se mi zdi, da tudi ljudje so začeli ful bolj te zadeve, kar se greva zdajle midva konzumirati, ker pač poslušajo, se furajo v službo, stojijo v gužvi in ne bojo brali bloga, poslušajo bojo pa podcast, ne. Tako da tukaj sem si nalila čistega vina, čeprav ful rada pišem. No, in pač kar se tiče pa ostalih, bolj ko ne gre vse v isto zgodbo, ne, se pravi, delamo to, kar pač mi delamo in zraven naredimo še kak video, kaj posnamemo, kaj povemo, tudi kaj zapišemo in to pol pošljemo in so vsi veseli. Ne, sem si prav gledal par tistih videov, ko sta šla na Ferato, recimo, kot je Luka pelal, pa turne smučanju, pa vse tiste vaje, ki jih lahko človek dela doma, pa se ne spravi k njim. Z veliko športi se ukvarjaš. Kaj te poleg tega, recimo, še res zanima, da bi se mogoče bolj posvetila, ali pa se kolesarstvo, morda plezanje, kaj pa vem? Zdaj, tiste vaje moram omeniti, pač bi se človek mogel spraviti. Jaz to tudi pošiljam, ne vem, pa mojim strankam, kdaj, če se mi ne ujamemo, pa ta video naredi. Ne, pač ne. In tudi jaz ga ne naredim, pa bi bilo ful fajn, da ga ne. Če pa takole 1 na 1, pač je ta moment motivacije, malo tudi dolžnosti, zdaj sem bukiral ta cajt, je pa čisto nekaj drugega. Drugače pa pač človek je v osnovi len, tako da se zavedam, da te stvari jih je težko izvesti. Kar se tiče športov, ko mene zanima vse, kar ni zraven žoge. Tako da z žogo pa ni nekaj, ne vem, imam z vidom nekaj, v glavnem ful slabo ocenam te razdalje. Tako da ne, to prepuščam moji sestrcku, ker je košarkašica, ona to obvlada. Jaz pa vse, kar se da zunaj početi, tako da tudi zdajle je, mogla bi plavati, včeraj, ampak pač čakam, da se bazeni zunaj odprejo, ne morem, preveč je lep vreme. Tako da kar se tiče tega, da sem bila zunaj, no, to bi vse počela. Top. No, kako pa je, pa to sem že vprašal, koga imaš veliko sledilcev na socialnih omrežjih, veliko ljudi gleda tvoje videe, tvoje zapise, tako naprej. Si pod drobnogledom, rekel javnosti, kako je biti vplivnica ali pa influencerka? Je to kakšen poseben pritisk, da posebej moraš posebej paziti, kako se prezentiraš, pa kaj pišeš, kaj daš od sebe? So komentarji, kdaj tudi, bom rekel, taki, kot jih ne bi želela, zaradi tega, ker si tako izpostavljena. Kako ti handlaš s tem?
Drugače, jaz ful ne razmišljam o tem, da je, ne vem, tista cifra na Instagramu. Mislim, realno gledano, algoritem poskrbi, da me toliko ljudi itak ne vidi, ne. Ampak ne, drugače se pa zavedam, da smo odgovorni za ene stvari. Se zavedam, da imam jaz mogoče v kakih stvareh malo rigidno mišljenje, tako kot sva prej o teh dietah in o teh in treningih in o tem. In vem, da je mogoče to za koga tudi kak trigger, tako da pri teh stvarih je treba biti previden, ker nikoli ne veš, kdo te posluša in kaj pri človeku na drugi strani sprožiš. Jaz bi si želela, da bi pozitivne stvari, da bi motivirala, da bi v bistvu od mene imeli en kup ene inspiracije, ampak se zavedam, da pač itak ne moreš biti everyone's cup of tea in to mi je jasen in tako je in res ne posvečam tem, s tem se pa ne ukvarjam. Evo, se ukvarjam pa stresiram glede dostih stvari, ampak s tem pa ne. Bravo. Se pravi, imaš ravno prav trdo kožo za sistem, v katerem obstajajo konec koncev. Vprašal sem tudi recimo Uroša Bitenca, ki je tudi na način je influencer in sem ga vprašal, kako pa on sprejema to, da ste pač druga generacija, ki je s tem rasla gor, pripada generaciji, ker je izpostavljena tudi svojega zasebnega življenja, nekaj čisto običajnega, pač integralnega, če si prisoten na socialnih omrežjih. Se pravi, da razkriješ tudi malo več o sebi, po svojih bližnjih. Je to nekaj običajenega, ker jaz pripadam generaciji, ker se probam temu moče malo bolj izogibati, pa nekaj zadržati ali pa čim več zadržati zase. Kako pa ti gledaš na to, ki si zrasla gor praktično z internetom pa socialnimi omrežji? Ja, jaz mislim, da sva z Urošem prav res isto stara. Tako da sva ista generacija gotov. Ne, nimam zadržkov okrog tega, tudi recimo to vprašanje bo zelo pogosto v povezavi z Maxom, a ga boš pokazala ali ga boš skrivala. Pač jaz sem na tega otroka tako ponosna, tako kot ne vem, ko sem dobila psa takrat, mislim, kakšna primerjava, ampak jaz sem ga hotela vsem pokazati in vem, da sem bila na neki točki sitna, ampak če imam kul psa, hočem, da ga vidite. In isto je, ne vem, z otrokom, če je pač smešen ali pa luškan ali pa nekaj, valjda bom pokazala. V to stran razmišljam, ne v to, šit, tega bojo pa videli, tako na ta način. Tako da, ja, pač kle je ta generacijski gap očitno. No ja, se pravi, meni se zdi, da vi pač mlajša generacija zelo veliko sebi razkrijete. Gledam pač svojo hčero, ki je še ena generacija naprej, ki se mi zdi, da razkriva še več, ker tukaj so še Snapchati pa TikTok in tako naprej. Pa probam to pač razumeti, umestiti v neko svoje življenje, pa pač posvariti recimo prav njo pred tem, da bi ti podatki ali pa to, kar razkrijo v sebi, morda prišli v roke komu s kakšnimi zlemi nameni, čeprav po drugi strani pa danes vsi toliko objavljajo, da sploh nimam občutka oziroma ne vem, kdo se uspe to sploh slediti pa pokonzumirati. To je res, čeprav jaz sem kdaj presenečena, koliko imajo ljudje časa in koliko ene energije namenijo temu, da se poglobijo v enega človeka na drugi strani in ga raziščejo in se ukvarjajo z njim. Tako da definitivno bi vsak od nas mogel biti odgovoren glede tega, kakšno vsebino daje od sebe. Pač v končni fazi midva sva obadva iz istega gospodinjstva, pa določenih stvari se v nama res mogoče ne ve. Sej postavlja neke meje, ker se mi zdi, da je pač tako prav. Vem, bila sem na kakih razgovorih, ne da sem bila jaz intervjuvana, ampak da sem bila zraven in smo preden je kandidat prišel pogledali njegov Instagram. In to pač delajo ljudje. To, mislim, seveda se skozi to mi nekako pišemo, to je neka valuta postala in s tem operiramo. Tako da tukaj je treba imeti ogromne odgovornosti, je pa res, kar pravijo, iz ta Mastercardov report rada preberem, ko piše za 5 let naprej, ko bo in pač, da bo te zadeve stagnirale in da te nove generacije bojo pa tako novodobni hipiji, bojo pa rekli, dosti je tega, dosti elektronke. In se mi zdi logičen, ker itak ne more iti skozi sam gor, pač na neki točki se bo mogli nekaj obrniti, In pa itak, če bojo to generacije, ne vem, če v Max una generacija, ki bo čokolada toliko vredna, kot zdaj avto, ker ne vem, pač bojo te resursi toliko omejeni,
pol pač bojo druge prioritete, ne. Tako da jaz komi čakam, no, da se kaj še spremeni, pa me zanima, kaj se bo dogajalo. To nas vse, no, vse to je v bistvu res, jaz rekel, vse ne morem, ko sem gotovo, da ne razumem pač mlajši generaciji, sem gotovo, da sem malo star, ampak če sem star, sem potem tudi moder po enem defaultu, a ne, pa lahko drugim pametnim, ne hecam se, jasno, da ne, lahko pa jih sprašujem na podcastih takole kot tebe, draga Urška, res tole je zelo, rekel, zanimiv, poučen, insightful, res všeč mi je ta pogovor, zaključek bova naredila sam še takole, dolg časa sem razmišljal, da te moram vprašati, pa mislim, da to je tako ključno vprašanje, ki bi ga vsakemu strokovnjaku tam zunaj dal. Kaj ti misliš, najbrž se strinjaš ali pa imaš svoj pogled na to, za osebnega trenerja, svetovalca, trenerko in tako naprej, je najbrž in za njegovo integriteto, njeno in tako naprej, bistveno in ključno, da najprej sam tisto dela, kar tudi potem uči in predaja naprej. Bi se strinjala in mislim, da tudi ljudje sami po sebi filtrirajo. Zato pa nas je toliko trenerjev uspešnih, ker v bistvu na mojo energijo pašejo točno določeni ljudje, kakor pač to želijo, točen ta način, kakor ga jaz na sebi počnem in pač tudi dam njim, to želijo. Po drugi strani je pa tako, da če jaz tega ne prakticiram, to še ne pomeni, da jaz tega ne znam ali pa da o tem nimam informacije. In lahko, da bom pa nekomu drugmu znala te stvari zelo lepo povedati, pri sebi pa pač ne implementiram, ker se mi ne zdi, da bi bilo to pomemben. Tako da sem bolj zagovornik prvega, no, da pač pogledaš človeka in vidiš, kakšne so njegove prioritete, kakšne so njegove vrednote in potem v bistvu na podlagi tega si izbereš tudi trenerja. Lepo povedano. Če je bila Urška Hac ministrica za šport ali pa državna sekretarka za šport, o tem se zdaj veliko govori v športu in kam bo sodil, kaj bi bil prvi ukrep ali pa pomemben ukrep, ki ga uvedla? Recimo, ne vem, vsak mora prelaufati vsaj 10, pa imeti zabeležen čas, pa se s tem šele prijaviti na kakšno delovno mesto, kaj podobnega. Jaz bi uvedla obvezne aktivne odmore, ker nič na svet ne more, te popoldanske aktivnosti, ko jih imamo, ne morejo izničiti negativnega vpliva sedenja. Se pravi, če mi več ur skupaj sedimo in tudi pravijo sitting is new smoking in to drži kot bit, ker se ti vse ustavlja, metabolizem se ustavlja, vse se ustavlja. Jaz sem sedela par let v firem, jaz sem se počutila katastrofa. In pač to sem iz svoje roke, ampak vemo, da tudi raziskave to zelo jasno pokazujejo, tako da obvezni aktivni odmori. Promocija zdravja na delovnem mestu je zakon, ki obstaja od leta 2015, ampak ima toliko lukenj in mislim, da je to glih 3 stavki ga opisujejo in ga je treba dodelati in doterati in nema, pač treba je spromovirati zdravje na delovnem mestu. Treba je to upeljati, zato ker bomo imeli zdrave zaposlene, zadovoljne zaposlene, ker pač verjamem, da gibanje to naredi. Če si kaj, si lepo izpostavila, da imamo manevrskega prostora ravno na tem področju še veliko. Nekje se po podjetjih sami odločajo za kakšno iniciativo, pa to naredijo, tudi svoje ljudi prijavljajo na kakšne športne prireditve in tako naprej, kar se mi zdi zelo, zelo v redu. No, mogoče bo kakšna stimulacija prišla tudi z kakšne druge strani, z političnih krogov in tako naprej, da tega imamo še več, bomo videli, bomo spremljali. Urška, kateri je zate najlepši hrib v Sloveniji? Mislim, da Špik. Špik je tak markanten in res čudovit in mi imamo tukaj enih lepih hribov, da mi je že zdaj žal, ker bi ti povedala še za par res čudovitih destinacij. Izvoli, lahko jih poveš 5, če sem že pri tem. Tako bom pa tako rekla. Prideš v dolino Vrata in kam grejo vsi? Levo, gremo na Triglav. In pol takrat greš ti desno. In greš recimo do bivaka Dvojke in potem se tam začne divjina, kjer ni nikogar, kjer so kozorogi normalno sprehajajo, ker vejo, da ne bo nikogar in potem greš tam naprej v smer Škrlatice in tako, pač tista divjina tam je meni izjemno, izjemno lepa. Lani smo se s kolegi tam zgor znašali na snežišče spodaj pod Stenarjem.
Pa smo ga bolj pričali kot rekel, zelo brez opreme, kaj pa, ki je bilo kar zanimivo. No, ampak ja, je divjina, to, kar praviš, nobenega ni bilo blizu, samo gamsi so bili, če bi tam ostali, bi bili še zdaj tam, ne hecam se. Res lepi konci, Julici Kajpak. Če bi šla teč na kakšen trail poleg Soče, bi še kakšnega izbrati, še kakšen ljub mogoče v Sloveniji, kakšna steza, ki je kakšen gost. V bistvu, tale, ko je bil lani premjerno, se pravi Triglav Trail Run, ko sem še zmeraj fascinirana, da so v tem našem rigidnem TNP-ju oni dobili dovoljenja in da dejansko v TNP-ju poteka tek. Tako da ta tek se mi zdi tudi zelo lep. Vem pa, da bo tudi v našem Zasavju tale Knap Trail, ko je že bil in zdaj ga bo ekipa uživela spet in mislim, da zasavski hribi so tudi izjemno lepi. No? Ampak to so hribi. Tako da te zaresne gore, kakor so pa tako pri nas, pa v bistvu niso niti teku namenjene, no? Mogoče malo hitrejšemu gibanju, tako kot je Luka pokazal, ampak to je treba pa na drugačen način doživeti in mislim, da ni tukaj zares veliko prostora za tekmovanje. No? Kar je tudi prav, ja. Prav. Če bi kot strokovnjaki na kineziologijo, prej so imela tudi vaje, ki jih imaš na vitalnici, če bi tekačem, ki res ne rade počnemo karkoli drugega, ki tečemo, pa še tisto, se bomo kdaj prisiliti, mogla eno vajo priporočiti, ki bi jo delali poleg teka, zato da bi si vsaj malo mogoče kakšno poškodbo prihranili, katera vaja bi to bila? Mislim, sem hecala, ampak odvisen, katero poškodbo, ne? Ampak siguren, mislim, stabilizacija. Odkar smo začeli malo več sedeti, je to naš glavni problem in to bo naš večen problem, ta stabilizacija. Pa ne mislim sam kord, kako radi rečejo, ampak komplet cel steznik. In kar se tiče ekonomičnosti teka, je to ful fajna zadeva, zaradi tega, ker ne zgubljaš energijo, ko ti vse poplesala. Po drugi strani pa vemo, da ko se staramo in tudi tekači in vzdržljivostni športniki, ja, mišična masa je tista, ko nas bo ohranjala pri življenju in ta z leti upada in vse hitreje upada in je v bistvu trening moči nujen in esencialen za to, da bomo imeli neko lepo starost. No. Vsak si za trening moči predstavlja, fitness pa ne, koliko težko vsega, ampak se zda lastnim telesom v bistvu da marsikaj tudi narediti, kaj ne? Mislim, če štartaš iz nule, boš itak mogel najprej navajati z lastnim telesom, ker drugače se boš pa poškodoval pri teh vajah, če boš uteži uporabljal. Tako da ja, itak, z lastnim telesom siguren, ampak je pa na neki točki zaželjeno breme, ker breme spodbudi ta hormonski odziv, ko ga iščemo in pač naredi to na mišici, kar si želimo. Ampak je pač do tja tudi neka logična progresija, tako da če začnemo iz tega, da smo prej sam laufali, je valjda trening z lastno težo super. Zdaj, par počepov, kakšna skleca, kakšen dvig na drogu, pa sem že veliko naredil, recimo v tistih 5-6 minutah. Ja. Ali pa si vključiš fartlek, recimo, fartlek je tak trening, ko v bistvu lahko to super povežeš. Pa še v gmajni si, recimo, če to narediš v gmajni. Tako. Ogromno stvari sem povedala, draga Urška, samo še nekaj imam tukaj pribeleženo. Vem, da imaš tudi vsaj en lepotni naziv, kdo te je nazadnje spomnil na Miss Milke 2010? Ne vem, to je bilo to, pa noben. Je bilo Trbovlja, kje je bilo to, na eni odbojkarski tekmi, kje je bilo to? Ne, to je bilo kar v Ljubljani. Aha, bravo. Ja, je bilo kar zares. Zares. Ja, imam to. No, potem nisi zasledovala te kariere, recimo, kaj bi jo tudi lahko. Miss Milke, potem pa do konca. No, super. Nisem vedela, da to sploh obstaja, no zdaj potem... Dvomim, da še, ampak takrat sem pa izkoristila. Super. Urška, urco pa pol sva dala skozi, super je bilo. Zdaj med tem pogovorom se mi je še cel kup enih istočenc porodilo, tudi da te bo mogel konkretno, pa malo bolj temeljito še kakšno stvar, daj drugič povprašati, če boš za to, seveda, o prehrani, gibanju in tako naprej. Jaz tukaj rada govorim o teh stvarih, jaz ti ne znam povedati. In doma zares nimam sogovornika, ker naš Luka
on ve veliko stvari, ampak ne komplicira, njem je vseeno, če njemu dober, pač on bo tako naredil. In pa ja, tako izkoristim ta cajt. Dajva zdaj za najno poslušalstvo in gledalstvo vsem povedati, kje vse lahko Urško Ahac oziroma Urško Ahac, zdaj ponovim Gorenjko, sledijo, kje lahko pogledajo njene video vsebine, kje si lahko preberejo, zato da bodo o tem, kar so danes govorila, vedeli še malo več. Se pravi, definitivno sem najbolj aktivna na Instagramu pod Urška Ahac. In tudi tam, če mi ljudje napišejo message, najbolj verjetno odgovorim, ker vsaj enkrat na teden dam filter, unread in odpisujem. Tako da, ja, tam siguren. Potem imam na Facebooku tudi eno skupino, Active Living Project je njeno ime in tam tudi rada kaj napišem oziroma tudi odgovarjam na privat sporočila. Video vsebine ustvarjam za Lidl in tam so v bistvu vlogi, kako gremo z Maxom v hribe, kako greva z Lukom v hribe, kako sem kot nosečka hodila v hribe in vse te v bistvu zadeve probam tam povedati. Drugače pa okrog kakih teh Red Bullovih dogodkov tudi pripravljam neke vsebine za njih, ko so, mislim, da za splošno publiko zadosti strokovne, pa ne preveč. Fantastično. Polinkam vse še seveda spodaj v bistvu te epizode. Urška, to je bilo fantastično. Jaz se ti zahvaljujem za tvoj čas, za tvojo energijo, jasno pa za vse te informacije in zabavne odgovore. Kaj pa, hvala ti, Urška. Hvala tebi, res hvala. Jaz moram iskreno povedati, da nisem vedela, ko boš ti mene zdaj spraševal, zakaj bi se ti tudi zdela primerna, ampak na koncu se mi pa zdi, sem imela tak fajn pogovor, da upam, da bo kdo kaj odnesel od njega. No. Jaz mislim, da v poslušalstvu in gledalstvu z navdušenjem spremljal tudi 96 epizodo podcasta Zagret za tek. Jasno. Hvala, Urška, še enkrat. Pa prosim, pozdrav, Luka, pa reč, da čakam tudi na njegov klic. Evo. Ja, absolutno, bom skrb. Uspešne priprave na tvoj pol Ironman pa na jesenski maraton. Bom res tole spremljal, pa odprl stavnico, da vidimo, kako bo šla. Nekaj sem se spremljal. Nabijal. Dej, malo pritiska. Malo pritiska treba vršiti, da bo šla še kakšno minuto hitrejša. Za Boston. Itak, zmenjeno. Urška, lepo zdrav na Bled, lepo se majte. Čau. Hvala, Enate, čau.